Take the beat to the street. Živijo! V novi oddaji Brez panike smo za vas pripravili zelo zanimive prispevke. Spoznali bomo, kaj je to Akademija znanja. O Ambrusu so posneli mladinski film, pogovarjali smo se z ustvarjalci hit serije Jezero. Ogledali si bomo, kako izgleda življenje v Mongoliji, za konec pa še nekaj odličnega džaza. Uživajte! Sto 110 otrok iz 17 osnovnih šol iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja se je udeležilo tradicionalne Akademije znanja, ki je bila namenjena vedoželjnim in nadarjenim učencem 8. in 9. razredov. Zanje so gimnazijski profesori in dijaki pripravili različne vsebine v obliki delavnic iz 7 predmetnih področij. Večina dijakov, ki je prostovoljno pomagala na teh delavnicah, je pred leti že okusila Akademijo znanja v vlogi učencev. Meni je bila Akademija znanja zelo všeč, zaradi tega, ker dobijo osnovnošolci neko globlje znanje oziroma nekaj, česar ne delajo v osnovni šoli. Jaz zdaj tukaj pomagam pri biologiji, ker mi je zelo zanimiva, da se cerimo oči, sicer tudi ledvice, ampak pač tudi neko zanimivo znanje za osnovnošolce, meni je tudi zelo pritegnilo tudi takrat. Jaz bi rekla, da je razlika predvsem v tem, da vidiš, kako je v zakulisju, pripraviš organizacijo, ker dejansko Akademija znanja ni samo to, da prinesemo delovne liste, pa izvajajo neke vaje, recimo bolj na naravoslovnih predmetih. Tle dijaki, ki se prostovoljno javimo in pridemo pomagati, pomagamo tudi pri tem, da so učilnice pospravljene, da se mize uredijo, potem, da je atrij urejen najprej za predstavitev, potem, da se mize nazaj zložijo, pa tudi zato, da se na splošno pomaga dijakom najdeti učilnice. Meni je bilo danes zelo všeč, ker sem veliko novega izvedela, sploh o državi Japonski. Tudi suši smo delali, kar je bilo prvič v življenju. Druga sem ga že probala, ampak je bilo to meni bolj veselje. Vsak učenec je lahko po svojem izboru sodeloval na 2 delavnicah. Projekt je zelo hitro postal sila priljubljen tako med dijaki kot učenci. Ta skupina, ki smo imeli zdaj, je bila zelo zanimiva. Tudi poslušati samo predstavitev oči, zelo veliko so vedeli že prej. Zdaj, kar je bilo pa seciranja, nekdo je prvič delal, je bil tudi malo bolj zadržan, zelo jim zanimivo, da je nekaj, česar sicer ne delajo v šoli, da zdaj naredijo in je presenetilo jih zelo. Zdaj mi je všeč, ker pa se lahko malo iz hiše spravim v soboto. V osnovni šoli mi pa je bil všeč, ker dejansko nisem vedela, kam je šla. In sem videla gimnazijo, tudi kakšne so učilnice, pa kakšni profesori sem jih prej videla, pa jih imam tudi zdaj pri pouku. Akademija znanja je v bistvu nabor delavnic, ki jih izvajamo večkrat na leto, in sicer gre za akademijo, ki je povezana sicer z malce drugačnim znanjem kot pri rednem pouku. Gre za nova znanja, nove izkušnje, predvsem pa povsem drugačne načine dela, kjer so otroci bistveno bolj aktivni, in to je tisto, kar jih tudi najbolj veseli, kar jih tudi najbolj pritegne in na čemer so najbolj navdušeni. Ob prvi izvedbi projekta niso niti slutili, kako uspešen bo postal. Ko smo pred 8 leti začenjali, si nismo predstavljali, da bo to preraslo v bistvu v tak odmeven projekt. Zdaj v teh 8 letih je šlo čez naše delavnice več kot 2000 otrok. Mislim, da je to izjemno lepa številka. In mi smo takrat začenjali z enega motiva, da ponudimo otrokom nekaj več. To je bil čas krize, takrat so mnogi otroci ostali brez interesnih dejavnosti, brez plačljivih dejavnosti, delavnic, aktivnosti, in smo mi zaznali, da pa lahko ponudimo otrokom nekaj več, in od samega začetka je naša Akademija znanja brezplačna, vse pripomočke, vse sestavine otroci dobijo tukaj in so res toplo dobrodošli. Delavnice so zelo raznolike, zato učenci njih izvedo stvari, ki jih pri rednih izobraževalnih vsebinah sicer ne bi imeli možnosti. Pri biologiji se nekako pripravljajo na notranjost, bom rekla, človeškega telesa, se pravi, se ukvarjajo z ledvicami, imajo tudi praktičen primer seciranja. Kemija in fizika se zelo ukvarjata s sodobno tehnologijo, imajo delavnico o tekočih kristalih, to je nekaj, kar je v našem vsakdanjem življenju, če drugega ne v naših pametnih telefonih, jih zelo zanima. Pri geografiji odpotujemo na Japonsko, poskusili so se v izdelavi sušija, pri angleščini se lotevajo podjetnosti po angleško,
angleško, pri nas imajo tudi možnost, da se učijo afrikanščine, mislim, da smo kar unikum v slovenskem prostoru in to so delavnice, ki pritegnejo, bom rekla, zelo vedoželjne dijake. Posebnost je tudi delavnica latinščine, kjer učenci pišejo na voščene tablice. Ne smemo pa pozabiti na morda najbolj pomemben vidik Akademije znanja. Učencem je všeč praktičen način prikazovanja, mislim pa, da jim je všeč tudi to, da so asistenti v naših delavnicah naši dijaki. Mislim, da je ta stik med učenci in dijaki, prenos izkušenj, informacij med generacijami zelo pomemben in zelo dobrodošel. Je pa res, da so vedno naši dijaki most med generacijami, ki prihajajo in med nami učitelji, ki pač tukaj ostajamo. Kulturno društvo Ambrus se je predstavilo s prvim celovečernim filmom Chuck Norrisa. Film je komedija, parodija, ki govori o odnosu mularije z vikendašom, ki jim postavlja svoja pravila. Scenarij in režija je filmski prvenec Saša Traterja, ki ga je ustvaril skupaj z otroško dramsko skupino Ambrus. V bistvu smo imeli vsi bolj kot enakovredno vlogo in pač smo vsi nastopali, pač vsi smo enako sodelovali in smo pač nagajali eni osebi. Jaz igram Jankota, moj lik je Janko in Janko ima dosti težav. On ima govorno napako, mežikan stalno in tako da pač skupaj s svojimi prijatelji nagajajo enemu vikendašu. Jaz imam pa zelo smešno vlogo, v bistvu sem sramežljiva in zelo drzna punca. Vse si upam, tako da ja, to. Zgodba filma je takšna, da so mladi igralci takoj poosebili. Že iz začetka je bilo dokaj smešno. Med snemanjem se je posebej bolj stopnjevalo in je bilo vsakič bolj smešno. Na samem snemanju smo se dobro ujeli med sabo, ekipa je bila tudi zelo dobra, režiser in snemalca. Na začetku, ko smo dobili scenarij v roke, je bil že takrat smešen, ampak iz improvizacije je šlo naprej še na boljše. Ni bil neki izziv, ker sem že prej veliko še kar nastopala v šoli pa to, tako da meni je bilo ful v redu. Dobra izkušnja. Ideja o prvem ambruškem filmu je zrela kar nekaj časa, za dokončno uresničitev je potrebovala le pravo ekipo ljudi. Sama ideja se je rodila, ko sem prevzel tole mladinsko oziroma otroško dramsko skupino, potem smo pa skupaj študirali, kaj bi nekaj novega naredili in so rekli, filma ni še noben posnel v tej občini celovečerca. In potem smo mislili, da bo z enega manjšega projekta zadeva stekla kot neki kratki filmčki, kar je zdaj ful popularno po teh družbenih omrežjih, ampak smo se pa kar odločili, da gremo pa kar v celovečerca. In to je to. Komedije so mladim pisane na kožo, gre pa sicer za precej zahteven filmski žanr. Zgodba je v bistvu čist, bi rekel, ena taka običajna zgodba, gre odnos med nekim priseljenim vikendašem in otroki. Žanr tega filma je pa neka parodija na vso to sceno trenutno, ki se dogaja. Delo z mladimi, a neizkušnimi igralci ima seveda svoje prednosti in slabosti. Predvsem je treba ukrotiti njihovo mladostniško energijo. Moram reči, da sem bil izredno dobro presenečen nad njimi. Nekateri so sploh prvič sodelovali v dramski skupini. Najprej smo delali te klasične vaje, da so se sprosili pred kamero na odru, potem pa smo začeli snemati in sem izredno zadovoljen z njimi. Ta film je nekaj posebnega tudi za celoten domači kraj. Snemali smo večinoma po Ambrusu, ja, je bilo pa kar 12 snemalnih dni vse skupaj. Tako da je bilo tudi naporno v vročini, pa raztegnili smo to snemanje skoraj na 1 leto, tako da imamo tudi letne čase brez kulis. Predpremiera in premiera filma sta potekali v Kulturnem domu Ambrus. Pozitivni občutki so pred premiero, tako da jaz mislim, da bodo ljudje prišli pogledati, pa da se bodo dobro nasmejali, pa da bodo tudi za okup vzeli kakšno manjšo napako pri tem prvem filmu, ampak garantiram, da smo dali kar pozitivno energijo noter, tako da mislim, da bo še širše se govorilo o tem filmu. To pa je bil morda šele prvi korak v ambruški filmski zgodbi. Ustvarjalci filma so najverjetneje odkrili svoje novo poslanstvo. S tem, kar smo zdaj počeli, smo tudi že naprej razvijali
nove ideje in tudi naučili smo se na napakah marsikatero stvar in mislim, da s to ekipo se bo dalo še kaj narediti. Je pa tudi film tako zastavljen, da bomo šli lahko kot policijska akademija tam do 8-9 delov. Serija Jezero, ki je nastala po istoimenskem romanu Tadeja Goloba, je ena najbolj gledanih nanizank v zgodovini slovenske televizije. V glavni vlogi Tarasa Birse nastopa Sebastian Cavazza. Režisersko palčico pa je prevzel novomeščan Klemen Dvornik, ki je bil eden glavnih v tem ustvarjalnem procesu od uspešne knjižne predloge do ekranizacije. Ko sem jaz prebral scenarij, ki je bil v bistvu že predelan roman, se je že scenarija vidi, oziroma tudi že prej iz knjige, da je tako napisan, da se iz tega da zelo dobro nekaj posnet. Ne, se pravi, ogromno prostora za nek filmski jezik, za neke atmosfere, ogromno akcije, ki je pač za filmsko strukturo pomembna. In se mi zdi, da je tudi cela neka dramaturgija ponujala neko tako serialno obliko, tako da se mi je zdelo, da je prava odločitev, ne, da se gre pa se tudi iz neke slovenske literarne predloge naredi resna, žanrska, zanimiva, malo bolj tudi produkcijsko bogata nadaljevanka. Lik Tarasa Birse je ključni v romanu in tudi v seriji. Ker je Taras Birsa tako dobro napisan, ne, da nehote mi je bil blizu, tudi če ni recimo v nekih pogledih tako zelo človeški, no, kot so ostali liki. Ne. V bistvu je neke vrste monolit, da bi živel v nekem lastnem mehurčku in potuje skozi ta prostor in čas zelo solipsistično. Ampak meni je bilo to blizu, no. Tako kot ga je Tadej zastavil že v romanu in kasneje, kot so ga scenaristi adaptirali v scenarij, se mi je zdel pač en dober material, s katerim se bi vsak igralec na nek način z veseljem soočil. Ne. Serija Jezero med gledalci naletela na zelo lep odziv, kar pa ni presenetilo vseh. V bistvu bi me presenetilo, če ne bi bili prikovani pred ekranem doma. Mi smo vse delali na način, z mislijo, da bo to za gledalce, da bo to zanimiv, da bo imelo tenzijo, da bo suspens, da bo žanrsko enovito. Zelo veliko smo se ukvarjali z vsemi aspekti pač filmske pripovedi in kako bomo zgodbo v bistvu vpletli v te 6 delov nadaljevanke. In se mi zdi, da z tokenega truda, ki smo ga vložili, enega premisleka, se mi zdi, da je bi bilo presenečenje, če ljudje ne bi tega zapopadali. Tudi srednji akter v romanu in seriji je eden tistih, ki je razdelil občinstvo. Nekateri ga imajo radi, drugi spet ne. Vsak bralec ima svojega Tarasa, ne? In največji izziv pri tem je bil, kako v bistvu na nek način pripeljati tega Tarasa za bralcem, ki so brali roman, ne? Kot verjeten lik, ali pa da se držimo teh gabaritov, ki so zastavljeni že v samem romanu. To, da je razdelil občinstvo, ja, seveda, ne, mislim, se tudi vsak drug projekt jih verjetno razdeli, ne. S tem se ne ukvarjamo. Mislim, komu bo zdaj to všeč, damo vse od sebe, vedno, ne. Trudimo se, da bi bili zvesti predlogi ali pa scenariju in kakšen bo odziv, nikdar ne vemo, ne. Naslednja romana o Tarasu Birsi namigujeta na to, da bi tudi serija lahko dobila svoja naslednja poglavja. Včeraj so nama scenaristi poslali fotografijo iz Beograda, kjer se piše že 2. in 3. sezona, se pravi po 2. in 3. knjigi. Hkrati pa tudi vemo, ko smo bili na kavi pred novim letom z Golobom, da se je Tadej že usedel, piše 4. knjigo. Tako da očitno bo še veliko Tarasa v prihodnosti. Naša sogovornika sta se predstavila v Novomeški knjižnici Mirna Jarca v sklopu projekta Knjižne poslastice, ki spodbuja dvig bralne kulture pri mladih. V srednji šoli je precej vsega. Biodiverziteta je bila res raznolika. Vsekakor kultura branja, če smo s tem projektom pripomogli k temu, da bodo mladi v roke vzeli
še ostale dele, ne, Stara Sombirso pač smo naredili veliko. Mislim, da je zelo pomembno, da otroci berejo, ne glede na to, kakšen žanr, pač tukaj gre za kriminalni žanr, ampak tudi leposlovje, tudi prozo, poezijo. Vsak korak na poti k temu, da bodo pač potencialni bralci, mlada publika vzela kakšno knjigo več v roke, je dobrodošel. Pripravljamo ga na način, ki je mladim v bistvu zanimiv, je aktualen in pa tudi uspešen. V vseh teh 9 letih smo povabili preko 40 znanih oseb, vrhunskih strokovnjakov iz različnih področij kulturnega ustvarjanja in športa. In teh približno 45 oseb je pritegnilo v knjižnico preko 2000 mladih. Projekt je vedno bolj priljubljen ne le med mladimi, ampak tudi ostalo publiko. So to gostje, ki so popularni, kar pa seveda pri projektu ne gledamo samo na popularnost, ampak tudi na samo kvaliteto gosta. Tako da mogoče se zna projekt razširiti tudi na drugo ciljno publiko, ne samo na mlade. Knjižne popslastice so gostovale tudi v drugih knjižnicah. To idejo našega projekta so posvojili tudi nekako v novogoriški knjižnici. Lani smo gostovali in predstavili naš projekt Zamejcem v Trstu in pa tudi sodelujemo s tem projektom v karlovški knjižnici. Mongolija ali dežela modrega neba je država, kjer lahko začutite prava prostranstva in svobodo ter doživite resnično nomadsko življenje. Sprehodili se bomo po neskončnih planjavah Mongolije, se podali na safari s kamelami po sipinah puščave Gobi, obiskali samostane iz časa vladavine potomcev Džingiskana in začutili kaos Ulan Batorja, zdajšnjega glavnega mesta. Vleklo me je to, ker še nisem bil v Mongoliji, tako da teh držav je recimo vedno manj, ne. Zdaj z leti pa glede na to, da dosti potujem oziroma tudi od tega živim. Pa predvsem ena druga kultura, divjina, stran od civilizacije, stran mogoče tudi od mobitelov oziroma od interneta, ker tam se res toliko v divjini, toliko stran od vseh signalov, da si končno res na dopustu. V medijih vidimo določeno sliko Mongolije, v živo pa je ta zgodba pogosto precej drugačna. Jaz mislim, da vsako destinacijo, takole, kaj slišiš o njej, je težko. Neko predstavo imaš, potem pa, ko prideš kaj, vidiš, da je stvar dosti čisto drugačna, ne. Tako da redko naseljena država, bi rekel ogromna država, zelo veliko si, kot sem že omenil, v divjini. Mesta niso nič posebnega, lahko rečem čisto mirno, da so grda, tako da zaradi nekega urbanizma ali pa arhitekture blazno lepe tega ni. So pa bolj zanimive vasi in pa ta divjina. Njihova zgodovina je nepreklicno povezana z velikim osvajalcem Džingiskanom, ustanoviteljem in velikim kanom Mongolskega cesarstva, največjega strnega cesarstva v zgodovini. Če ne drugega imajo vodko Džingiskan, recimo, ampak ja, seveda so ponosni na njega. Pred leti so naredili tudi en ogromen spomenik v Ulan Batorju, ki ga v bistvu za čuda že prej ni bilo, in je nekako čutiti v bistvu to tudi v njihovi kulturi, ne so Kerelci, fantje močni, rokoborba je njihov ta glavni šport poleg jahanja. To potem poleg Džingiskana sigurno je tudi zaznamovala Sovjetska zveza, ne, z svojimi vplivi in pa v bistvu tudi zdaj zadnja leta kapitalizem oziroma nek nov razvoj Mongolije. Nekaj povsem drugačnega od ostalega dela države pa je glavno mesto Ulan Bator. V glavnem mestu imajo na voljo tisti, ki imajo denar, pač več ali manj vse. Je blazna gužva, sicer dosti onesnažen zrak. Jaz bi rekel, da pozimi tudi za nas mogoče malo premrzlo, ko da v Mongolijo se hodi poleti, da bi pa človek se kaj preselil, šel živeti ali pa to pa mislim, da ni šans. Mogoče poslovno, kaj za kratek čas, to je pa tudi vse. Turisti v Mongoliji niso nič neobičajnega. Kako pa jih sprejemajo domačini? Tam ni nobenih težav. Zdaj lahko je problem sam, če na kakšnega, ki je malo alkoholiziran, naletiš, ne, ampak to je pač povsod po svetu. Je pa dejstvo, da v Mongoliji ga mogoče malo več spijejo, kot pa kjerkoli drugje, no. Ampak drugače pa ni nobenih problemov. Vedno več Slovencev se odloča, da obiskuje bolj eksotične destinacije.
Ali je tudi Mongolija med temi? Ni zdaj to neka najbolj popularna destinacija. Mi imamo, ne vem, recimo pri našem včasih društvu, zdaj firmi Šapi, 100 in več destinacij, na katere peljemo, pa Mongolijo, če speljemo enkrat na leto. Ne. Tako da ne bi rekel, da je najbolj popularna, je pa definitivno ena tistih najlepših, najbolj divjih in pa najmanj obiskanih, kar je v bistvu še en razlog več, da jo obiščeš. Igor Lumpert je v New Yorku živeči novomeški glasbenik, ki se ponaša z žametnim zvokom saksofona. Je izjemen improvizator in nadarjen džezovski skladatelj. Po skoraj 20 letih plodnega ustvarjanja in muziciranja tako na domači kot newyorški sceni in po svetu je prišel Igor Lumpert z glasbo svoje zadnje plošče Eleven tudi v rodno Novo mesto. S sabo pa je pripeljal ekipo odličnih glasbenikov. Kenny Gruhalski je en izjemen bobnar iz Miamija, ko sva skupaj hodila na New School še. Ki so študirali jazz leta 2000. Se poznamo 20 let. Se pravi, veliko sva že skupaj doživela, tako pa pač, danes smo imeli tako malo razlagali, malo so se pogovarjali o vseh zgodbah, pa ljudeh, pa pri Foxih. Potem Greg Ward iz Chicaga. Njega poznam iz leta 2009, ko je prišel ko sem imel en jam session v Brooklynu, ko se je on preselil v mesto, je prišel tam in so potem se spoznala. Maso Kamaguchi je basista, pa sem igral z njim v Budimpešti 2012. Ta zasedba je sicer še zaigrala na jazz festivalu v Ljubljani leta 2017. Album Eleven so sicer odlično sprejeli domači in tuji glasbeni kritiki. Ja, to je res. Je tako, da zdaj smo igrali v Trstu, naprimer, pa smo imeli odličen odziv, ne vem, to se tudi tako vidi, koliko CD-jev prodaš, ne, tako da to je bilo kar veliko za te čase, ne, ko ljudje ne kupujejo veliko CD-jev. Ja, se prodajajo tako pri jazz fanih pravih. Jazzovska scena v New Yorku velja za najboljšo na svetu in jo sanjajo vsi, ki se ukvarjajo s to glasbeno zvrstjo. Ja, ne moramo si predstavljati, ker to je pač toliko različnih glasbenikov in toliko različnih stilov in žanrov, da je to težko tako nekako strniti, ne, če ne vidiš, ne, če ne greš tja pa tako. Je pač širina velika, ne. Tudi slovenska jazz scena je že večkrat opozorila nase. Zakaj več pa bi potrebovala boljše pogoje? Mislim, da se razvija jazz, ampak da pač potrebuje še več mest, kjer se bi lahko igralo. Se pravi več, kjer se bi igralo tedensko in tako. Naprimer, kakšen jazz klub bi bil dober, kje. Improvizacija so bilo vedno sestavni del njegove glasbe, tudi sicer pa jazzovski glasbeniki prisegajo na njo. Mislim, je zelo pomembno, ja. Predvsem pa so pomembne kompozicije, to so neke take koščne deske, ne, potem to gremo iz tega, ne. In te kompozicije imajo tako eno tako zgradbo, ki omogoča, ne vem, potem pot v zelo abstraktne, lahko se popelješ v zelo abstraktne vode, če hočeš, ali pa tudi ne, kolikor se počutiš tisti dan, ko igraš. Thank you.
V prvi marčevski oddaji, ki bo na sporedu že čez 14 dni, bomo pokukali na informativni dan in si ogledali pustno rajanje na eni novomeških srednjih šol. Do naslednjič, vse lepo!